Danes bom ponovno govorila, kdo je največji človek, ki je kdajkoli živel na tej zemlji. Ampak iz vidika milosti. Ja, Gospod Jezus, Nazarečen. Rodil se je po Božji volji. Bil je 100% popolna ljubezen. Ni bil sodnik, ni bil tožnik, ni lagal, ni kradel, ni tožaril in ni obsojal prav nikogar. Zakaj ne? Ker je bil Božji sin, ker je bil ljubezen, ker je imel misijo na to zemljo prinesti mir, sprave, ljubezen in življenje v radosti. In to misijo je izpolnil 100%. Veliko milosti je moral dajati na tej zemlji, dokler je bil še z nami. Ampak zakaj jo je dajal? Ker v njemu ni bilo zvijače, v njemu ni bilo sodbe, v njemu je bila samo ljubezen. In ljubezen je ljubezen. In če imamo ljubezen, potem ne moremo soditi, ne moremo se jeziti, ampak darujemo lahko to ljubezen, ki jo imamo v srcu. In kdorkoli izmed nas, ki se je odločil za ljubezen, ki je sprejel ljubezen za svojo pot, je poln milosti, poln sočutja. In tisti, ki imamo to milost, jo lahko darujemo. Sodnik sodi, ne more darovati milosti, ker je sodnik. Tožnik, a bo daroval ljubezen, sočutje? Ne more, ker toži. Kaj pa grešniki? Koliko je grešnikov na zemlji? A lahko grešnik daruje ljubezen? Žal ne. Greh daje greh. In nagrada za greh je bolezen in smrt in bolečina. Nagrada za ljubezen pa je radost in življenje. Ljudje, prav vsak se lahko odloči za ljubezen, ki je dobesedno zastonjski milostni dar iz nebes. Tukaj ne gre za vprašanje, kaj smo v danem trenutku. Koliko greha smo že naredili, koliko zmot smo občutili, koliko krivic smo storili. Ni pomembno. Pomembno je to, da se odločimo za novo rojstvo. Za novo rojstvo v ljubezni. Da sprejmemo ta dar, ki je zastonjski dar, dobesedno iz nebes. In da dovolimo, da naše srce postane to, kar Bog želi. Da smo otroci ljubezni. To, kar je tudi prva alineja v statutu Društva za srečno življenje Belis v 9. členu. Vem, ni enostavno v teh časih biti vedno ljubezen, ko hodijo sodbe, tožbe, kazni, globe, krivice iz dneva v dan. Ni lahko. Razumem. Tudi jaz jih dobivam, oziroma moja družina. Ampak vedno imamo možnost svobodne odločitve. Ali se bomo jezili, ali bomo nazaj tožili, ali se bomo odločili za mir,
za milost, za spravo, za blagoslavljanje. Ali nam bo Jezus Kristus zgled, ali bomo posnemali dobroto tega sveta, ker sodniki nekako določajo, kaj je dobro, in to ne obsojajo, in določajo, kaj je slabo, in to obsodijo. In to razmerje med dobrim in slabim je velikokrat krivično. Ker je za sodnika dobro, je za Boga slabo in obratno. Zato so številne krivice na zemlji, predvsem pa na sodiščih. Na sodiščih, na žalost, še ni milosti. Ker če bi bila tam milost, bi bilo to svetišča. Ker bi dajali milost. Ker bi delali na miru in spravah, ne na kaznovanju. In na sodišču iskati resnico in ljubezen v teh časih ni modro. Jaz osebno sem imela veliko razlogov soditi in tožiti, ker se mi je res zgodila leta 97 neizmerna krivica in težka tragedija, ko so mi naklepno umorili 4. otroka zaradi organov in krvi. Ja, bolečina je bila prehuda in najprej sem se odločila, da bom poiskala resnico in pravico na sodišču. Novinarji so lagali, televizije so poročale laži, ljudje so verjeli lažem in sporočilom v časopisih in poročilom na televiziji. Ni jih zanimala prava resnica, ampak so verjeli pač novinarjem, zdravnikom, ekspertizam, lažnim. Pač so verjeli, tako kot je Eva v raju verjela, da lahko sodi in določa ona, kaj je dobro in kaj je slabo. Tako kot sodniki si jemljajo pravico, da določajo, kaj je dobro, kaj je sprejemljivo in kaj ni sprejemljivo. Ja, moja prva reakcija je bila, moram najti resnico in pravico v Sloveniji in to na sodišču. Verjemite mi, da sem verjela, da jo bom našla. Pogumno sem šla v imenu Jezusa Kristusa na sodišče in ko so me vprašali, ki imam advokata, sem rekla, moj advokat je resnica, Gospod Jezus Kristus, Bog. Sama sem se branila na sodišču, ko so me obtoževali. Ampak s Bogom. In tedaj sem še verjela, da so sodnice zaprisežene resnici. Res sem verjela. Ampak na žalost sem bila obtožena v imenu ljudstva, tudi v imenu moje družine v bistvu, v imenu mojih sorodnikov, prijateljev, ki so poznali resnico, sem bila obtožena na 1 leto zapora, pogojno, češ, ker sem samo dojila 10-mesečnega otroka, je ta otrok, ker ni jedel mesa in dunajskih zrezkov pri 10 mesecih, je pač pri 10 mesecih v kliničnem centru na otroškem oddelku, kjer je služboval gospod Janez kot otroški kirurg, donator organov, specialist za možgansko smrt, ki je bil dogovorjen z infekcijsko kliniko, da so mu vozili do 15 mesecev stare dojenčke v prevoznem vozilu, kjer je bilo namenoma in naklepno odstranjena guma na enem kolesu, da so te posteljice zelo tresle te otroke, ki so zaradi dolge vožnje med infekcijsko kliniko in kliničnim centrom pač doživeli možganske poškodbe.
In prva diagnoza mojega sina je bila možganska smrt in odpoved vseh organov. Seveda so to diagnozo spremenili en dan kasneje, ker sem na dan uradnega fizičnega odhoda mojega sina iskala pomoč na policiji, da bi zaščitili mojega otroka pred obdukcijo. Sicer so mi obljubili, da bo čez 3 dni, ampak ker sem hotela otroka videvati in ker so mi prepovedali videvati otroka te 3 dni, sem iskala pomoč na policiji, pa na žalost leta 97 nisem dobila. Dobil pa je sodni izvedenec Anton, ker naslednji dan, nekaj ur po moji prijavi in prošnji za zaščito, je sodni izvedenec napisal sum na kaznivo dejanje samo zato, češ da prepovedujem obdukcijo prej kot 3 dnevih. In zaradi tega suma so imeli uradno, po črki, pravico obducirati takoj. In zakaj je bilo to tako pomembno za njih, da so morali mene lažno očrniti pred vso Slovenijo? Zato, ker če želijo ukrasti organe pri možgansko mrtvih otrocih, morajo obdukcijo narediti v roku 24 ur. Samo zato sem trpela. Ne samo, da je otrok odšel prehitro nazaj k Bogu, ampak še pljuvanje, obtožbe, sodbe številnih ljudi v Sloveniji. Ni mi bilo lahko. Tudi krivdo sem občutila, ker se nisem poslušala, ker sem čutila, da ni modro, da otroka odpeljem zaradi ene majhne ranice, ki jo je imel na ritki. Ker sem pač kot dojilja pojedla solato s porom in nisem videla, da je por alergen, je dobil gastritično drisko in zaradi nje je dobil ranico na ritki, zaradi katere me je dežurni zdravnik poslal na infekcijsko kliniko. Otrok ni bil niti nezavesten, niti ni imel vročine, niti ni jokal, niti ni imel, kot se temu reče, joka. Jedel je normalno, dojila sem ga normalno. Skratka, otrok bi moral še danes biti med nami, če ne bi kradli organov na kliničnem centru na grd način. Tako da so otroke prevažali v tresočih posteljicah, pa ne samo mojega. Jaz osebno vem, da otrok leži blizu mojega otroka, tudi druge otroke. Vozili so jih v klinični center k donatorju organov in specialistu za možgansko smrt, ki je imel čiste roke kot Pilat. On je otroke sprejel in čakal, da se je zgodilo tisto, kar je vedel, da se bo zgodilo. In moj otrok je 6. dan v bolnici uradno umrl z možgansko smrtjo, ki so jo kasneje spremenili v sum na kaznivo dejanje, ker sem iskala pomoč na policiji. Namesto, da bi policija mene, mater in otroka zaščitila pred to krvavo obdukcijo in nepotrebno, ker je bila diagnoza napisana že prvi dan, so zaščitili interese sodnega izvedenca in tega kirurga in mene ponižali v globine, ki si jih ne morete predstavljati. To sem jaz mogla preživeti. Pa veste, zakaj sem preživela, dragi moji, ki me danes poslušate in ki me boste poslušali na YouTube? Zaradi milosti. Ker me je Jezus naučil milosti.
da sem odpustila sebi in tudi temu kirurgu in tudi izvedencu sodnemu in novinarjem zato, da ohranjam sebe pri življenju. Da nisem na psihiatriji kot živčna razvalina, da se ne jezim, da se nisem zapila, zadrogirala od bolečine. Ta milost me je rešila, čeprav sem predolgo trpela. Ampak milost, ki sem jo jaz darovala. Ne milost, ki so mi jo ljudje ponudili, ker mi jo še niso v Sloveniji ponudili. Niti ta zdravnik se ni upravičil, niti sodni izvedenec, na žalost, je že zapustil ta zemeljski svet in verjetno se na nebu zelo, zelo kesa. Niti novinarji, niti televizija, niti država, niti sodnica. Nihče še ni prišel do mene in rekel: obžalujem, krivico smo tebi in otroku naredili in celotni družini. Ampak zakaj tega niso naredili? Ker so še v temi, ker so še grešniki, ker so še sodniki, tožniki, kradljivci, lažnivci, ki sprejemajo podkupnine, ki delajo za sistem, ne za življenje, ne za matere z otroci, ne za življenje. Zato niso prišli še do mene. Ampak zato, ker oni niso prišli do mene, a ne jaz bom še naprej žalostna, a ne bom še naprej polna sodb in tožb in občutka nemoči. Ne. Gospod Jezus me je naučil. In zelo sem mu hvaležna, da je bolje odpustiti in blagoslavljati, kakor pa gojiti zamere, soditi, tožiti in delati za sistem. Ker za sistem bi v tistem trenutku delala, ko bi ponovno odšla na sodišče. Ko sem to dojela, sem leta 2000, po 3 letih, napisala pismo, da od vseh sodb in tožb, ki sem jih imela do novinarjev, do obeh zdravnikov, odstopam 100%. In ne boste mi verjeli, napisali so mi nazaj, kakor češ, kaj se pa grem. Sodišče rabi sodbe, tožbe, prepire, tožnike, kriminalce, da živi sistem. Oni so plačani od vsake sodbe, vsaka tožba vleče za seboj celoten sistem. In če te obtožijo in sodijo, da greš v zapor, tudi zaporniki morajo napolniti zapore, tam so pazniki, ki so zaposleni, da pazijo na kriminalce in grešnike. Jaz pa sem odstopila. In ni mi žal, ker sem prišla nazaj do smeha in mira. Se mi še pošiljajo razne globe in še razne izzive, ampak sedaj ne čakam 26 let več. Grem v svojo kamrico in molim in rečem: Bog, kaj naj storim? In Jezus me je naučil, bolje izgubiti poslednji plašč, kakor svoj mir v svoji duši. In to delam. Nimam avtomobila novega, niti starega več pred svojim domom. Nimam nobenega računa v tujini, nimam prihranega denarja, imam kredit, da lahko preživljam dostojno in pošteno v tem sistemu. Ampak imam pa čisto vest. Imam mir, zaspim v miru.
To je milost. In to me je naučil največji človek, ki je kdajkoli živel na tej zemlji, Gospod Jezus iz Nazareta. On je dajal samo milost. Milost ni sočutje. Milost je več kot sočutje. Milost je popolna ljubezen. Tista popolna ljubezen, ki jo ne moreš dati, če nimaš te ljubezni v svojem srcu in v svoji duši. Jezus nam je dal ogromno milosti. Vsem. Tudi najhujšim grešnikom, najhujšim ubijalcem, če so se seveda pokesali in se odločili za novo rojstvo. Jaz sem se odločila za novo rojstvo leta 88. Prepozno, sem bila že kar v letih. Ampak nikoli ni prepozno. Vsak ima možnost sprejeti to milost in doživeti novo rojstvo. V svoji knjigi Iz pekla v raj sem leta 1995 zapisala v pesmi Novo jutro, nekaj podobnega bom probala se spomniti. Bila sem že utrgan mrtvi cvet. Dotaknil si se me s čudežno vodo in me je oživela spet in me dala novi, nemiljivi cvet. Nekaj podobnega. Ampak res sem se tako počutila. Tako kot se počuti puščava, ki dobi vodo in se odžeja in lahko je mati rožic in lahko nahrani žejne živali in žejne ljudi. Tako tudi jaz, ker sem se napolnila s to milostjo, lahko nahranim tiste ljudi, ki iščejo milost, ki iščejo sočutje, ki iščejo ljubezen na tej zemlji. In ker nekaj nas je že, ki imamo to milost in ki jo darujemo kot zastonjski dar za dobrobit Slovenije. In želim si, da bi to moje današnje sporočilo sprejeli s srcem in se odločili za milost, ki je največji dar, ki si ga lahko sami sebi podarite. Hvala lepa za vašo pozornost.